preden sva šla v Slovenijo, sem Andrew rekla, ker pač vem, kako je tukaj, ne. Sem rekla, Andrew, mogoče bi kupila nove čevlje zate, ne, ker so ti že izgledajo malo tak bogi, ne. Pa Andrew pravi, ne, so v redu. Ne, pa spravim, ok, ampak vseeno mogoče, pa mi poiskala, če bi, in pravi on, pa zakaj? Pa pravim, ljudje bojo mogoče malo pogledali, pa res so že malo stari, pa tako, ne. In takrat me zadelo po eni strani, ko je rekel, pa to ni moj problem, to je njihov problem. Jurovčanka Aleksandra Verbošt govori kar 5 tujih jezikov in svojo srečo in ljubezen je najdla daleč od svoje domovine, na Kivi otoku, kjer poučuje otroke s posebnimi potrebami preko glasbe. Ljubezen pa je našla, tako rekoč bi lahko rekli, v zraku. Magistrica inkluzivne pedagogike, ki jo po mojem mnenju tudi najbolje opiše njena mentorica in tudi dobra prijateljica, dr. Katarina Habe, upa si živeti v skladu s svojo dušo in vedno znova stopati iz cone udobja. Aleksandra in Andrew, lepo pozdravljena v Neokvirjeno. Pozdravljeni. Kako se počutite zdaj v Sloveniji? Prispela sva 14 dni nazaj. Zdaj Andrew je tukaj drugič, po letu in pol ponovno. Jaz sem bila na zadnje januarja. Super. Lepo je priti iz zime v pomlad. Oziroma v jesen, pri nas bo zdaj pomlad, tako da bo prehod malo lažji. But yeah, how do you feel in Slovenia? I'm enjoying it. It's a nice country. Yes, nice people. A beautiful country. We've traveled around a little bit. Yes. Yeah, I like it. In če pravi, da mu je Slovenija všeč, da je lepa dežela, čudovita dežela in z čudovitimi ljudmi. Yeah. What do you like the most? It's different. So you see different things, and I've enjoyed the scenery very much. Although the scenery at home is beautiful as well. Mm-hmm. What do I like the most? You can drive to anywhere. As much as Slovenia is lovely, you can drive to Croatia as well, or you can drive to Italy. Mm. The food is better here, I think, than in New Zealand. Yes. Yeah. Tako da Andrew pravi, da mu je všeč to, da se lahko pelje kamorkoli, razdalje so veliko krajše in tudi naša najbližja dežela oziroma soseda je Avstralija, tukaj pa že po nekaj urah vožnje lahko prideš na Hrvaško, Italijo, Avstrijo in pravi, da hrana v Sloveniji je boljša kot na Novi Zelandiji. S čimer se strinjam. Aleksandra, ti sedaj živiš že kar nekaj let v Novi Zelandiji. Ja, 4,5. Ja, v februarju bo 5 let. Vem, da si nekoč mi povedala, da si vedno želela, nekako vedela si, da nekaj te vleče v to Novo Zelandijo. Kakšen je pa, na primer, občutek vseeno, ko bi lahko rekla, da imaš 2 doma? Ja, res je. Zdaj po 5 letih lahko rečem, da imam 2 doma. En je tukaj, en je na drugi strani sveta. In vedno se je lepo vrniti nazaj v Slovenijo. Jaz pa po 5 letih tudi začenjam videti razlike med našo kulturo, slovensko kulturo, kulturo Novozelandcev in potem poskušaš nekako vzeti najboljše od vsake. In ja, dom bo vedno Slovenija, seveda, in ne glede na to, kje bova, vedno se bova rada vračala. Lih si omenjala te mogoče kulture. Imamo kakšne tako skupne, bi rekla, lastnosti kulturne, predvsem, no? Slovenci, Novozelandci? Imamo veliko nekih kulturnih vrednot, recimo v tem okviru. Veliko je
te pomoči drug drugemu, se mi zdi, v obeh narodnih. Mogoče pri nas je, kar sem se naučila in potem počasi razumela, tudi pri nas se vsa socialni okvir dogaja okoli hrane, ne toliko na Novi Zelandiji mogoče, ampak tako sta si naroda kar podobna. Imamo pa seveda ene razlike, na katere me spomni predvsem Andrew z nekaterimi stvarmi, some of the cultural differences, right? Takrat se potem skupaj tudi jaz včasih zamislim, pa zakaj je tako? Zato, ker v Sloveniji smo pa tako, tukaj pa tako. Je pa res, da je največja razlika, ki jo opažam, je, da je novzelandski način življenja veliko bolj miren, veliko bolj upočasnjen. Pri nas gre dan počasi oziroma z veliko mero strpnosti. Zdaj, ko se vrnem v Slovenijo, včasih, ko peljem avto, se kar zgrozim, odkot ta živčnost, na katero sem malce pozabila. No? Ja. Wow, ja. Se mi pa zdi, da pa jaz ugotavljam tako, da mi res hitimo, neka ta hektičnost se je ustvarila. Ja. Je pa res, da ko sem pa bila jaz na Portugalskem, ko sem tam študirala 1 leto, me je pa ta, veš, taka res relaksiranost, me je pa na trenutke malo šla, ne, še posebej, ko smo delali kakšne projekte, ne, pa smislila, Madoniš, dajmo pojuriti, ne, mi smo mogoče res ta bolj germanski narod. Ja, točno to in tudi pri sebi vidim, recimo, če ne da primerjam, ampak če pogledam, recimo, zdaj na Novi Zelandiji so zdaj počitnice, šolske počitnice, jaz sem šla 2 tedna pred tem, kar je pomenilo, da pač moram vse urediti ob koncu tega obdobja in pripraviti za naslednje obdobje, ker me pač v tem času počitnic ne bo, da bi lahko to pripravljala naprej. In res, jaz sem imela vse zorganizirano 1,5 meseca vnaprej. In tudi v šoli me poznajo in vejo, Aleksandra, she's organized, she's too organized. In takrat pride ta slovenski del iz mene in tudi mi dva sva to najino potovanje, je bilo zorganizirano par mesecev naprej. In tako za vsaki dan potem počasi, Andrew, what shall we do? I don't know. In to je ta, I don't mind, ne, meni je vse eno, karkoli. Ne. Pri nas pa pride ta plan navzven. Yeah. Yeah. It's all planned out, right? Yes. In potem, ko po drugi strani ima Novozelandci ta chill varianta, ne? Well-being je na visoki ravni. Delamo, ko delamo, ampak ko delamo, se moramo vsi dobro tudi počutiti. In bo prišla ravnateljica ali podravnateljica, kdorkoli, in te bo vprašal sredi dneva, Aleksandra, kako si danes? Dobro, pa te mogoče vidi, da malo hitiš ali da ono in tretje. Ne, samo pojdi, vse bo počasi, vse bo. Ne? In potem se tega malo privadiš. So tudi narod, ki je zelo spoštljiv do drugega. To ugotavljamo zdaj predvsem z Andrewom, ko se zbere družina in mi smo glasni, mi govorimo en čez drugega, ne, to je in včasih mi reče, malo je glasno, malo je prav, ne. In oni bojo počakali, bodo, ne, res so dobri poslušalci. Ne samo, da radi govorijo, ampak tudi dobro poslušajo. No. Tako da ta način se potem poskušamo, tudi meni je bilo na začetku zelo težko glede tega, ker gremo, daj moramo narediti. Ne. Zdaj pa sem se tega kar malo privadila, no, da je treba pač počasi bo pa. Bi rekla, da kvaliteta življenja je bistveno na višjem nivoju. No, ja, sigurno je. Potem se avtomatsko tudi recimo, ko ljudje delajo, pa potem, služba je konec, je to zdaj, so daljši delovniki, ker začnemo tudi kasneje, in potem se pride domov in to je zdaj čas z družino. Je čas za večerjo, v službi
ni potrebno več reči nobene, mogoče stavko dveh, zdaj pa je čas, da bomo z družino se pogovarjali o tem, kaj lahko čez vikend. In tudi vikendi so zato, ja, gremo na plažo, gremo ven, gremo na izlet, nima veze, če kaj je treba postoriti, če je hiša nepospravljena, ok, bože. Sliši se, kot da bi mi pripovedovalo v enem filmu, ne pa v realnosti. Malce Pa tudi rekla si, krajši delovniki, mislim, mi imamo, pri nas sem že slišala, da bi moglo biti že kako, v bistvu mi delamo od jutra do večera. Pri vas je to bistveno potem bolj strogo regulirano, mislim. Odvisno od podjetij in odvisno od dela, ki ga upravljaš, ampak recimo začne se delovnik pozneje, 8, 9 recimo. Zdaj tudi trgovine se ne odprejo pred 8 in potem traja dlje, recimo čez cel dan. Ne? Da se tako normalno konča recimo delovnik ob 5, 6 tudi. Ampak ne, odvisno tudi od dela. No? Tudi za Andrew, sometimes you work for the whole day, sometimes just few hours, so it really depends on where you work and On the roster? on the roster, yes, as well, and for the other professions as well. It's not like 8 hours and that's it, but it can be longer, can be shorter. Yeah, just depends. Se zelo se razlikuje in tudi, kar je mene presenetilo, je, da veliko ljudi si vzame tako imenovani part-time job in delajo 3 dni na teden. Jaz imam v mojem razredu recimo 2 taki asistentke, ki ena dela 3, ena dela 2 dni in to je popolnoma normalno. Ostali čas preživijo z otroci in pač temu primerno je potem plačilo, ampak... Pa se da potem s tem preživeti? Ja, če recimo nekdo, drug partner dela potem cel delovni čas, ja, brez problema. Ja. Tudi velikokrat se zgodi, da se, ker Novozelandci imajo, novozelandske družine so kar velike, minimalno 2, 3 otroci, tako da se veliko družin je takšnih, da eden od staršev ostane doma in zelo pogosto je to tudi moški. In potem je to samo en dohodek, ki prihaja prihaja v družino in ja, znajo nekako najti balans in hkrati žrtvovati recimo nek finančni okvir, finančni del za to, da bo družina pa imela še neki support zraven. No? Ja. Mislim, tako zanimivo mi je, ali imajo te vrednote drugače, bi rekla, opredeljene, da lahko preživijo, ne samo naprimer za eno plačo, ne? Ker pri nas, jaz mislim, da smo mogoče bolj potrošniško že naravnani. Ne? Pri nas dejansko za eno plačo bi rekla, težko preživi družina, no? Tudi če je mogoče ena pa dobra plača. Glede na to, veš, vse, kar se zahteva, pa mali mora iti na smučanje, pa moramo iti tja, pa moramo... Pa veš, hišo moramo imeti, pa 2 avta. Mislim, da zaradi tega je pri nas problem postal, ker je družba tako naravnana, da imamo čist druge vrednote, ali je to drugače pri njih? Ja, to bi pa rekla, da je družbeno gledano je recimo seveda naš življenjski standard je veliko višji v Novi Zelandiji, temu primerno so potem tudi plače, ampak če primerjamo zdaj Slovenijo, smo tu. Ampak ta kvaliteta tega je pa čisto drugačna, ker ni toliko na materialnem nivoju. Recimo, ni pomembno, kakšen avto voziš. Če si ti tak avto želiš, super, ampak nihče ne bo gledal, ta pa vozi avto, ki je star 25 let ali več, recimo. In tudi za mene šokantno na začetku je bilo tudi, ko greš v trgovino, ljudje pridejo v trgovino v pidžami, v teh, zdaj po zimi je bilo popularno ti onesie, ti topli polovri, dolgi polovri, tudi vsak drugi je bil v tem. Mislim, nihče nikogar ne obsoja, zato pa kako pa je ta, kak je prišel ta v trgovino. Ali karkoli. So it's when we say about when we talk about New Zealand culture, it's really relaxed and it's not such a material kind of a aspect of it. No, I don't. There are elements of materialism. You can tell that some people are a bit materialistic. Okay, yeah, well. But
very casual. Yes, very casual. Zelo tak, no. There's, you know, Whoa. you mentioned wearing pajamas and Yes. onesies to the supermarket. Yes, exactly. Yeah, Yeah. and Alexandra said maybe, you know, I've for the record, I've never worn a onesie or pajamas to the supermarket. It was never too cold for you? We could So probably do better than wearing onesies or pajamas We to the could- supermarket. Yes, we could, but it's like it gives you a bit of a aspect of, oh, does it really matter? How do I look? In Yeah. je res ta, But it's nice to go to Slovenia and people take pride in how they look without becoming materialistic. Aha, okay. I don't think, to me, the fact that people in Slovenia do make sure that they dress well before they go out, I don't see that as being materialistic. okay. Okay, yeah. Materialistic is further than that. Yes. That- maybe that's it true. starts Yeah. there, but yeah, in Slovenia it's maybe a little bit more about what car you are driving, what is this, what is that. Yeah, yeah. Maybe it just starts with let's go out and, you know. Yeah, I have but to buy a better car than My neighbor, for example, yes. there's that in New Zealand as well. Yeah, it could. I go yeah. to the car park at work and I see cars that I know I would struggle to afford. And I'm thinking, how are my colleagues buying some of those cars? And they don't need them. Yeah, sure Yeah. not, yeah. Well, But, you know, maybe that's just individual choice Yes. more than materialism. I wouldn't spend a lot of money on a really flash car. I'm happy with the car I have. And some people would. yes. But I do see some materialism in the cars people drive and they want the better car. And Ja, Andrew pravi, da se to tudi pojavlja tudi na Novi Zelandiji. Mogoče kot živeč Kive v Novo Zelandiji to vidi tako. Jaz, ko sem prišla recimo tja, se mi zdi to zelo na nižji ravni kot tukaj recimo. No? Da je materializma mogoče več v Sloveniji kot na Novi Zelandiji. Tudi ja, ravno ta, jaz se včasih pohecam, pa rečem, včasih, ko grem v trgovino, da taka ne bi šla niti v Juroško trgovino, pa sem zdaj tam v enem kar večjem mestu. No. Ampak postane tak ob strani. Spomnim se, to je samo ta najna zgodba, preden sva šla v Slovenijo, sem Andrew rekla, ker pač vem, kako je tukaj, ne? Sem rekla, Andrew, mogoče bi kupila nove čevlje zate, ne? Ker so ti že izgledajo malo tak bogi, ne? Pa Andrew pravi, ne, so v redu. Ne, pa spravim, ok, ampak vseeno mogoče pa mi bo iskala, če bi, in pravi on, ja pa zakaj? Pa pravim, ja, veš, ljudje bojo mogoče malo pogledali, pa res so že malo stari, pa tako, ne, in takrat me zadelo po eni strani, ko je rekel, pa to ni moj problem, to je njihov problem. In potem sem se zamislila, to dejansko res je, ti čevlji so še popolnoma v redu, ampak zdaj ti jaz govorim, da pa poskus mogoče kupiti nove zaradi drugih. Ja. Tega pa v Novi Zelandiji ni tako zelo veliko, kaj si drugi mislijo, kaj si ti, ne. In to me je zelo všeč. Ja, tako da Andrew me vedno potem spomni, ok, ja, imaš prav. Lahko bi enkrat malo narode presvičali, Ja, da bi se malo tega nalezli, teh vrednot. Točno, res je. Tega v bistvu tako, kar pogrešamo. Določeni ljudje že kar mislim jaz že, Ja, pogrešam sigurno. te stvari, ne. Ja. Ker dejansko se bolj ko ne vse stavi že na to, kako izgledaš. ja. Predvsem ta podoba, ne, kar se odslika tudi na mlajših generacijah, ne, in je že kar malo skrb zbujajoče. No, Ja, tudi, sigurno. Ja. Vse je lepo, da se gradi, lepo, da je neki razvoj in vse to, ampak mene bolj skrbi ta, da ljudje se ženejo in vzamejo kredite, samo da pač zadostijo potrebam drugih. Družbe, ja. Ne, da so lepi na družbenih omrežjih. Ne. Točno to. Zjutraj pa, ko se zbudijo, vem, da je tudi Arne Hodalič nedolgo nazaj napisal ravno to, ko hodi in slika te razne znamenitosti po svetu in je rekel, da dejansko že postane, da greš ti tja gledati tisto kulturno znamenitost, ampak pridejo te influencerke, influencerji in
samo da naredimo sliko, ne. Že s fotografom ob sebi, ne. Oh, wow. Ja, tako da to je že tako zelo eskaliralo, ne, in potem se začnemo spraševati, ne, kaj je poanta, ne. Točno to, šlo je čisto iz meji, nekaj dobrega okusa in vsega. Jaz še vedno, ko gledam otroke na Novi Zelandiji v šoli, ti ostane ta lep, dober, tak heartwarming feeling, ko vidiš otroke še res tako otroške. Ni tega, tudi telefoni recimo v šolah so prepovedani. In ni neke potrebe, kot zgleda. Otroke še vedno najdeš na ulici, se igrajo. Tako kot je bilo pri nas, ne vem, 20 plus let nazaj. Še vedno je ta, vidiš odtenke svojega otroštva še vedno v otroštvu na Novi Zelandiji, kar je vedno tak, ti da dobro. Zanimivo, Liza si omenila in mi je bilo tu, me je pretreslo malo. Tukaj je bila Hojka iz bivša novinarka Večera in mi je ravno povedala, je rekla, veš Nina, moja otroka, stara sta 11 in 13 let, boli me, da jaz kot mama moram iti z njima na igrišče, da se lahko igrata, ker nimata prijateljev, da bi se z njima igrali na Ptuju. Oh, wow. In mama hodi z njima, da se lahko otroka igrata, ker igrišča so prazna. In to se mi zdi ravno grozno, ne, kaj grozno, v katero smer gremo na Ptuju. Ne. To je vseeno, še jaz rečem, neka malo večja vas. Ne. Točno. Ampak čudno se stvari odvijajo. Odvijajo, kaj bo prihodnost prinesla. Greva midve, mogoče meni se je bolj zdelo, mislim, bom rekla zabavno, ampak bolj inspirativno. Kdaj je bilo to tvoje prvo potovanje? Kdaj si se odločila, da greš prvič sama ali oziroma na neko potovanje? Ker je bil malo kick in DS. Ja, seveda. To je bilo leta 2016, je bila Nova Zelandija moja prvo tako potovanje, tudi izven meja Evrope. Prej sem potovala vedno s prijatelji ali z družino, pa organizirano bolj ali manj. Potem pa je 2016 sem prvič prišla na Novo Zelandijo, tam ostala 3 mesece v kraju Christchurch. Delala sem kot varuška pri eni slovenski družini, s katero še imamo vedno super stike. In ti 3 meseci so bili dovolj, da sem jaz rekla, rada bi se vrnila. V tem času sem tudi čisto po naključju kot Slovenka tam spoznala tudi Mašo, mojo danes najboljšo prijateljico. In potem si vedno želela vrniti, seveda življenje nanese, pa dobiš službo za nedoločen čas, pa je 1000 razlogov, zakaj ne. Ampak potem je nekako sem pridobila vizo v letu 2019, working holiday visa, je bila to delovno-počitniška viza. Za odločitvijo bom videla, kaj bo v tem letu dni sem imela časa, da se odločim. In potem konec leta 2019 sem potem rekla, grem za 1 leto, vzela sem si ta sabbatical dopust in šla v Novo Zelandijo februarja 2020. Kar je pomenilo, da že na poti v Novo Zelandijo, na Singapurju smo že nosili maske, še vedno smo mislili, da je to nek virus, ki bo ostal tam. In 3 tedne zatem, po mojem prihodu, se je zgodil ta lockdown, korona. Tako da moja izkušnja z Novo Zelandijo prva je bila kar pretresljiva, drugo zaprti, ker je Nova Zelandija imela enih najhujših lockdownov. Tako da res nismo prav smeli iz hiš in vse možno se je dogajalo, kar konkretno časa. Jaz sem bila potem tudi, prišla sem direktno v Nelson, kjer živim tudi zdaj, k eni drugi slovenski družini, kjer sem potem tudi pomagala kot varuška 1 leto, ampak v tem času že našla tudi zaposlitev v šoli, tako da tako počasi potem začela nekako osvajati, postavljati neko samostojno pot. Rekla si, začela si potovati pri 2016, ampak imela si pa dosti takih pobegov, ko si sama šla. Ja. Marsikdo ti je rekel, pa zakaj greš sama? To je neobičajno, ženska, mlajša, to je nevarno, ne? Pri nas ti vse povejo, ne vem, kaj bodo ti naredili, ampak
Ti si šla? Jaz sem šla. Zakaj? Just the other day we talked about it, how I started traveling on my own. And I said, well, at one point it was just a moment when you say, oh, okay, this friend can't do it, those people can't do it. Well, I want to go. I really want to go. So I just went. Tako da ja, pogovarjala so se ravno o tem, no, da pač ta prijatelj ne more, drug ne more, tretji ne more, ne dobi dopusta, ker sem učiteljica, potem vse je prilagojeno tem šolskim počitnicam in potem pač rečeš, ok, grem sam. In takrat se mi je odprlo res pravo obzorje in začelo se je z manjšimi nekaj-dnevnimi potovanji po Evropi, moja ljuba Španija vedno znova, da sem na koncu že rekla, samo enkrat na leto bom šla v Španijo. Seveda to 2-krat, 3-krat na koncu leta. Ampak ja, to so bili taki majhni pobegi, ki so potem me pripeljali do teh večjih potovanj, do Kamina. Tega si prehodila Tega sem prehodila 2-krat v letu 2018 in 2019. Enkrat po severni poti Norte in potem še po Camino Portugues, ki je me popeljal iz Porta, torej iz Portugalske do Santiaga. In kaj so ti dejala ta potovanja? Mogoče malo fokusa na ta Camino? Veliko, wow. To je najboljša življenjska izkušnja, najtežja in najboljša. Tukaj premaguješ meje razuma in fizične sposobnosti in vse, kar spada zraven. Moje odločitve za Camino, sploh prvo leto, so bile zelo nenadne. 3 tedne pred tem sem se odločila, da grem na Camino in mama mi je rekla, pa kdaj si pa ti nazadnje tako hodila v hrib? Pa sem rekla, par tednov nazaj. Ok, enkrat, ja. Tako da nisem bila znana potem, da zdaj tu ful hodim pa treniram. Ne, niti približno. Potem me je naredil Camino tudi srečala realnost z vsemi žulji in bolečinami in ko resnično premaguješ meje razumano, koliko gre in koliko več ne gre, ampak na koncu in vmes prideš do spoznanj globoke hvaležnosti in od tega, kako so majhne stvari v življenju pomembne in kako je en hvala ali buen camino, ki ti ga zaželijo poti, pomemben. In koliko ti da to energije, tudi ljudje, ki sem jih spoznala, še danes smo dobri prijatelji v stiku. In tako sem se jaz potem še naslednjo leto odločila, da grem tudi na Camino sama. Camino je tudi en taka zgodba, kjer je veliko ljudi pride samih in jaz bi rekla, da je to izkušnja, ki jo moraš dati skozi sam. V tandemu je to potem zelo težko, kar se naučiš je, da je Camino eno življenje skrčeno v eno tako kratkih 14 dni, tako kot je bilo moje, kjer gre za velike vzpone in padce, ki jih moraš premagovati ne glede v tisti sekundi, dati veliko, dobiš veliko moči, notranje moči in hkrati ti da vedeti, da ob sebi rabiš nekoga, ki bo hodil v istem tempu z istim korakom, ker če gre prehitro, je preveč zate, če gre prepočasi, postaneš utrujen in tako potem vidiš, da ko srečaš ljudi, ki ti pridejo v življenju nasproti, nekako moraš iti v istem koraku, sicer počasi začne razpadati, ne? In potem je tudi težko dobiti to razumevanje in understanding in vse, kar pade zraven, tako da ja, se naučiš ogromno. Zdaj mogoče, če bi se malo preslikale v sam domači kraj, Jurovski dol, Jurovčanka, še vedno zelo ponosna, tudi Slovenka. Bi rekla, si kun ena naša ambasadorka. Ampak ta ljubezen pa, koliko sem razbrala, na nek način se pa je rodila tudi v tej domači osnovni šoli. Na nek način učiteljica Milena, njo si kar dosti izpostavila, pokazala mi je svet in deželo na drugi strani sveta. A vedno, ko se vrnem, se ustavim pri njej, da poklepetava in se spomniva najinih časov. Ja, res je. Ravno v sredo, on Wednesday, we went to my school
and you met Miss Milena as well. Aha, Ja, tako da smo v sredo sva se odpravila v šolo v Jurskem dolu, kjer sva se združila z ravnateljico, z učiteljico Mileno, z učiteljico Ireno, ki so tudi moji dve učiteljici. In ja, vedno se z ponosom vrnem v Jurovski dol. Vedno me preseneti, kako se kraj razvija. Ampak sem v stalnem stiku z prijatelji tukaj, z očetom in mamo na dnevni ravni, tako da sem updatana, če lahko temu rečem, z stvarimi, ki se dogajajo. In ja, moja osnovna šola bo pa vedno tisti del, ki bo ostal zelo, zelo blizu mojemu srcu. Jaz sem hodila sem v osnovno šolo v Jurskem dolu. Učiteljica Milena je bila moja razredničarka takrat, poučevala me geografijo in zgodovino. In ko sem potem leta zatem se vrnila kot pripravnica na šolo, to je zdaj 2014, točno 10 let, sem leto dni preživela v Jurskem dolu kot torej učiteljica pripravnica pod njenim mentorstvom in naučila me ogromno stvari. Res sem črpala znanje od najboljših, tako da sem lahko potem to znanje prenesla naprej, delala kar na nekih projektih, nato pa me pot zanesla potem v Maribor, kjer sem še dokončala drug študij in se zaposlila na Taboru 1, prav tako z čudovito izkušnjo. Preden sem šla na Novo Zelandijo. Zanimivo mi je bilo, da vedno si nekako bila vpeta, tudi, mislim, bi rekla, dosti ljudi pač, ko delajo diplome, naredijo veš, tako pač, by the way, se mi zdi, že včasih dobiš nam rekla, zdaj vsi študenti, ampak veliko jih je tudi takih, ne. Ampak ti si se pa prav fokusirala na to lokalno tematiko, ne? Ja, res je, preučevala sem vpliv svetega Jurija kot svetnika na mišljenje in na sociološki vpliv, ki ga je pustil. Tako da to mi je bil taki izziv, tudi povezano s krajem. Vedno so me vključevali tudi potem na raznih prireditvah, ne samo potem, ko sem že končala šolo in vse, tako da se rada vračam tudi ob kakšnih Prešernovih dnevih za kakšnimi recitacijami in kaj podobnega. Pripravila sem tudi takrat prvič, ko sem bila na Novi Zelandiji, potopis. Veliko ljudi je takrat prišlo. Zdaj nam še ni uspelo, mogoče naslednjič. Kaj takega. Ja, drugače pa vedno vključena v Juri in z veseljem poslušam zgodbe, ki se dogajajo v tem našem malem, čudovitem kraju. Pa dostikrat mogoče bi rekla tudi, ko živimo nekje, se mi zdi, da smo malo včasih znamo biti tudi preveč črnogledi, ne? Bi rekla, veš, pa rečemo, ljudje se samo šimflejo. Taki smo. Ampak tako celokupno gledano, tudi jaz kot priseljenka, ne, bi lahko rekla in mi reče, ti si tam nek z Gorenjske, ne, kar dejansko rojena res moja domačija v Izbilja, mama Štajerka, Prlečka. Našla nekako se tu v Slovenskih Goricah, ampak se mi zdi ta pristnost Slovenskih Goric mi je pa še vseeno blizu, ne. Ravno to preko smo se pogovarjali o potovanjih, ne, se mi zdi, da vem, da ko sem imela enkrat pogovor za Siol.net, ne, bolj ko potujem, bolj mi je blizu bila Slovenija. Ja, sigurno. In njeni ljudje, ne glede na vse, se mi zdi, da je tle ta pristnost še nekako ohranjena. Sigurno, se strinjam. No dobro, v Novi Zelandiji še nisem bila, ker ko jo ti opisuješ, se mi zdi pravlična, no. Ja. Tako rekoč, a imate sploh težave tam, no? Seveda, polno težav, seveda, kjerkoli na svetu so izzivi. Ampak bilo mi je tako lepo, kot je Andrew zadnjič rekel, potovala sva po Španiji, pa mi je rekel v enem trenutku, malce že pogrešam to Jurovski dol, kjer je mirno in je tiho in se spočiješ in vse to in je ta pristnost. When we were traveling around Spain, you said to me, like, look at all those tourists as well, how busy it is and how peaceful it is in Jurovski dol, and you got used to it of that as well. I felt sorry for the Spanish. Gosh. Yes. All the tourists. So tourists. Yeah. Yes. But then on the other I could hand, understand why they were all there because it was beautiful. Yes, as well. But then I come back and sit out on the veranda with your parents and Jurovski dol, and it's just
Yes. Zen. Yes, exactly. Yes, it's very peaceful and There's really lovely. lots of fields and forests, and the neighbor waves to you. Yeah. Yeah, so nice, yeah. Yeah. I agree with you. I like that. Yes. Oh, thank you. Opredelili, hotela se reči, ko si v bistvu učiteljice, bi rekla, v Jurovskem dolu, so te nekako navdušile za ta poklic. Nekako, da si začutila, da bi pa rada bila učiteljica, ampak se mi zdi, da pa tisto preboj, če smem tako opisati, je pa bila tudi ta verjetno mentorica magistrskega dela, dr. Katarina Habe. Ja, sigurno, Z Katarina. njo sta pa, se mi zdi, zaplavale. Ja, Katarina je, s Katarino smo se nekako našli v času faksa. Torej, Katarina me je poučevala glasbeno terapijo kot enen od predmetov. Nekako sva, seveda sem jo poznala prej že kot članico Katrinas, pa kot zelo znano in priznano psihologinjo. In vse, kar je počela, me je zelo navdušilo, tako da sem nekako pristopila do nje in rekla, ali sem lahko jaz tista kandidatka, ki bi delala s tabo za magistrsko nalogo, in seveda bila takoj za. Bilo je ravno v času pred mojim potovanjem na Novo Zelandijo, ko smo določili temo, kar je pomenilo, da sem lahko jaz nekaj podatke dobila na Novi Zelandiji, prišla nazaj, pisala o tem. Tako da moja magistrska naloga vsebuje z naslovom Glasbena terapija otrok s posebnimi potrebami v praksi v Sloveniji in Novi Zelandiji. In potem iz tega razvile eno čudovito nalogo. Zanimivo je, da potem sem jaz poskušala glasbeno terapijo vpeljati tudi v svoje delo, kar je možnost je zelo omejena, kar se tiče recimo osnovnih šol, ampak sedaj je naš ena glavnih dejavnosti v našem tednu na Novi Zelandiji, imamo srečo v naši šoli, sodelovanje z Emo. Ema je glasbena terapevtka in Ema pride vsak teden v naš razred in skupaj ustvarjamo eno tako lepo glasbeno terapevtsko zgodbo, ki se pri mojih učenkah kaže skozi res velik napredek, odziv in vse, kar glasbena terapija potem prinese. Okay, če mogoče malo bolj podrobno gledal, kako izgledajo te tvoje urice? Kaj v bistvu tudi dosegate preko glasbe? Ali pa tudi tako sam način dela, ne? Tudi pri nas je to, bi rekla, bolj imamo take stvari, ampak je malo razlike so med slovenskim in novozelandskim, bi rekla, učnim sistemom za otroke s posebnimi potrebami. Razlika je ogromna, če lahko rečem. Torej, jaz sem po pridobitvi vseh certifikatov in priznanju iz Slovenije in vso papirološko vojno, sem pridobila torej vse potrebno, da sem tudi priznana učiteljica na Novi Zelandiji. Dali so mi status tega učitelja začetnika, prav zato, ker prihajam iz druge strani sveta. Ampak ravno zdaj, ko se vračava, novozelandski učitelji morajo zato, da poučujejo imeti tako imenovano registracijo. Tako da jaz čakam ravno zdaj, da se, ko prideva nazaj, uredijo ti papiri in potem sem prav registrirana učiteljica na Novi Zelandiji, kar bo en velik menik. Tako da jaz poučujem razredu v šoli My Thai School. To je šola otrok s posebnimi potrebami. Na Novi Zelandiji se posebne potrebe delijo kar precej drugače kot tukaj, tako da to je šola z otroci s posebnimi potrebami, ki imajo težje primanjkljaje. Recimo pri nas se večino, lahko rečem 90% otrok, ki imajo recimo diagnozo Downovega sindroma, grejo v redne osnovne šole, veliko tudi avtistov in vseh možnih različnih motenj. Vse to se to združi tudi v osnovni šoli. Tisti, ki imajo res težke in težje motnje, pa potem pridejo v našo šolo. Šola trenutno šteje 54
25 učencev, imamo 7 učiteljev in 40 pomočnikov. Kar pomeni, da jaz vsak dan, ko stopim v razred, trenutno imam 4 učenke, ker vodim razred, katerih učenci so zdravstveno v največjih izzivih, tako da imam pomoč tudi 2 asistentk, torej smo 3 na 4 otroke, če lahko rečem, in potem imamo različne programe, torej otroci obiskujejo hidroterapijo, horse riding, torej jahanje, imamo glasbeno terapijo, delovno terapevtko, fizioterapevtko. Tako da sodelujem z vsemi temi terapevti in potem na dnevni ravni vključujemo tudi njihov program, in tako nas obišče tudi Ema tedensko. Ema pride z različnimi inštrumenti, dela tudi 1-na-1 z določenimi učenkami, si pa v začetku leta zastavimo skupne cilje za starši in delamo na nekih točno določenih ciljih. Če omenim recimo skozi glasbeno terapijo, Ema nagovarja eno od učenk, da se nauči tega zaporedja dogodkov, recimo, ne? In ena od učenk bo potem recimo pritisnila na ta switch, mu pravimo, takšen mikrofonski gumb, ki bo rekel, ne vem, naprej recimo, ko bo Ema ponudila pesem in potem, ko bo deklica rekla, ok, to je pesem, ki jo želim slišati, bo pritisnila drug gumb. Torej, se skozi to učimo te zaporedja dogodkov, učimo se, kako kontrolirati okolje, učimo se, kako komunicirati in vse to na dnevni ravni 1000 in 1000krat. Tako da so, moram reči, moje zlate učenke, s katerimi smo v prejšnjem tednu, sem jih klicala iz Španije, smo naredili tako eno video klic, in lepo je videti, no, ko si tudi na drugi strani sveta, pa jih pozdraviš, pa vidiš smeh ali te prepoznajo tvoj glas. Tako da so res, naredili smo ogromno v zadnjih letih in ta progress je res odličen, no? Blazno sem ponosna na njih, na moj tim, da dnevno žanjamo tiste mičkene delčke, v katerih se tako veliko vsi naučimo in ki nas spomnijo, kaj je v življenju pomembno. Pa bi potem rekla preko glasbe, da so napredki boljši, kot če pa je ne bi imeli? Ja, sigurno, glasba da še en tak push, ne? Ker je nekaj, kar je prijetno, kar je super in tako, recimo Ema nam je napisala pesem, ker smo v prejšnjem obdobju smo delali na plesu. Nam je napisala pesem, punce zelo rade poslušajo glasbo, velike odziv seveda. In je točno določena pesem, na katere so se potem za našo pomočjo komuniciranja potem odločile, katere gibe bomo uporabljali v nekem določenem verzu, recimo, no. In nastala je ena lepa zgodba, odličen video, v katerega vsi radi pogledamo in zaplešamo skupaj vedno znova, no. Zanimivo, ne bi rekla, se dejansko ni nobene razlike med otroci ali ljudmi, kakorkoli, Sigurno ne. Z posebnimi potrebami. Ne. Dejansko bi glasbo mogli imeti vsi, tako rekoč za neki push, da bi se lahko bolje. Sigurno, jaz nasplošno mislim, obstaja ena čudovita beseda, taki iwanga, je rečejo, Maorci, to je torej maorski jezik, in ta beseda s to besedo Maorci opišejo avtizem. In to dejansko pomeni, oni jo opišejo za to besedo in ji rečejo to, torej opis je kot at the right place at the right time. Torej, v pravem trenutku na pravem mestu in točno to je. In ni samo avtizem, ampak vse, kar se tiče posebnih potreb. Da bi ljudje razumeli te posebne potrebe, da bi se ta stigma, da je nekdo ubog, da je nekdo tak in tak,
res nekako malce razblinila ta moja želja, ker to so čisto, tako kot si rekla, naši ljudje, otroci s srcem, z željo po učenju. Tukaj ni ovir, res jih ni. In včasih mi ena mamica mi je rekla, ja, včeraj je mogla ena od učenk v sobo, ker je morala razmisliti o njenem obnašanju, recimo. In bilo mi je tako, res je, tudi ti otroci imajo te izzive in je vse, kar se tiče pozornosti in tega in onega. In so čisto isti kot tisti, ki hodijo v redne osnovne šole, ki lahko govorijo, ki se lahko izražajo, ker tudi ti otroci se čisto na svoj način, ampak vse nam povedo več kot kdorkoli, skoraj da. In to je tisto, kar si želim, da bi se malo ta stigma teh posebnih potreb malce razblinila, da bi se ta inkluzija na vsakodnevni ravni razvijala ne, da vidimo nekoga na invalidskem vozičku, pa nekdo kar otrpne, ker ojoj. Daleč od tega. Jaz sem imela priložnost zdaj v Ljubljani, kar mi je bilo potem, ko sem razmišljala, zelo fascinantno, zakaj sem to naredila prvič. Čisto naključje je bilo, da smo prišla v Ljubljano in je bil oviratlon. In sem prvič sedla v invalidski voziček in se spoznala čisto konkretno, kljub temu, da to vsak dan pomagam premagovati, z tem, kako se ljudje, slepi, gluhi ali invalidi soočajo z nekimi preprekami, čisto nam popolnoma neopisljivimi sploh. In je bila čudovita izkušnja. In želim si, da bi si vsak to poskusil, tudi iz vidika tega, da potem bi bili mogoče neki stereotipi ojoj, se bi potem malce razblinili in videli, da ni samo ta slika, ampak je veliko, veliko več za tem. Se dejansko, ko ene stvari ne izkusimo, niti ne vemo, kaj dejansko to pomeni. Dostikrat, naprimer, zmago na invalidskem vozičku, in vem, da je dostikrat bilo tudi že rečeno za Lenart. Naprimer, Lenart ima certifikat invalidom prijazna občina, in da so bile tudi včasih kakšne kritike, imamo zaslišati, ampak ko midva potujemo res bolj, ko ne bi rekla po Evropi, ki je res prijazna invalidom, bolj, ko ne, ko vidiš, kako je Lenart prilagojen, pa je rekel že Zmago ravno kar, ko smo prišla smo iz Prage. Razumemo seveda, to so stara mestna jedra. Zadeva mogoče malo drugačna, ker so te kocke. Tlakovci so bolj izziv za nekega invalidskem vozička, ampak že to, da so spuščeni tako sami pločniki. In to so mogoče male stvari, ki pa veliko pomenijo. In je rekel, da mi še kdo kaj reče proti Lenartu. Mislim, tu je res, če živiš, jaz mislim, da če kot invalid živiš v takem okolju, ima ti vse ti je rečemo, dohvat v ruke. Vse ti je dostopno, imaš vse možnosti, vse je spuščeno, vse je prilagojeno. Tudi moja, zdaj ne moram reči, ker nimam te izkušnje kot slabovidna, vem, da so oznake, ampak ne bom pa zdaj rekla, koliko je res to uporabno, ampak kot sam Lenart je zelo uporaben. In davno s takimi dogodki poskušajo čist preprost, mislim, laični javnosti pokazati, kako se zadeve. Mislim, kaj to pomeni res dejansko, ko si na vozičku. Lahko si nogo zlomiš, pa boš ga dobil. In ugotoviš, da doma imaš 2 stopnici, ki pa sta bila velika ovira. In tudi ugotoviš potem, da vsaka pomoč ti pomaga, recimo. Če sta vidva, ki potujeta, pa mogoče ne zmoreš ti, pa ne Zmago z nečim, da bi ljudje pristopili, da pomagajmo, pa povzdignimo to. Včasih pa se mi zdi, da še vedno ljudje raje stopijo v strani, ker jih je strah te reakcije, oziroma čutijo to sočutje na nek način, ki pa ga tudi lahko izraziš malo drugače. In jaz vedno rečejo mi veliko krat, I couldn't do your job. Ne bi mogli delati tvojega, ker ob vstopu v razred veliko krat se zgodi, da ljudem kar vzame sapo, pa jih vedno povabim, ne, povedala ti bo vse in še več, in to ti polepša dan, recimo. In to je nekaj, kar je res, it's very heartwarming when you walk into my class, for example, right? It is
just great. I love it. Yeah. Did you visit her? Lepše dan, so you Yeah, had the, you lepši just, dan. you had the best day. Yes. Bravo. Yes. Yeah, Angel comes to visit every now and then, or when he brings something. And every afternoon it will be like, how was at school today? How was this student? How was that student? So I'm like, yes, Liz, I would say, right? Yeah. Yes. It feels like he is a part of our school family as well. Del šolske družine. Yes. Jaz mislim, da je to kar precej pomembno. Še bolj pa včasih dobivam občutek, da mi veliko govorimo, malo pa to podoživimo ali pa bi rekla ponotranjimo res to. Velikokrat to ostanejo črke na papirju. Čistko primer, nama se je že zgodilo v bistvu, da smo šla v restauracijo ali kavarno na kavo, pač nekaj pojesti in dejansko Zmago ni bil postrežen. To je zelo zanimivo. In ljudje so bili res to presenečeni. Ja, seveda. Dejansko, ampak to niso bile restauracije, bi rekla, na višjem rangu, če lahko tako rečem. Mogoče više, ampak ne vem, ne najdem premalo znanja z tega področja, ampak moja tako laična ocena je bila, da jaz mislim, da mogoče ljudi, ki so s posebnimi potrebami, nezavedno odstranijo iz svojega življenja, ker so out of the box. Ja, in dejansko ne želijo tega videti. Ampak mogoče nezavedno, ker bila smo postrežena v Portorožu, jaz sem naročila in se kelner obrnil in šel in sem rekel, se opravičujem, on bi tudi naročil, mislim, Zmago. Ja, seveda, ja. Čist normalno zgleda, pa vse, in z njo on res tudi tako odreagiral, se opravičujem, kaj pa boste, gospod, Ampak ni bilo tisto, da ni želel sploh, ampak se mi zdi, da nezavedno ga je pa res odrezal, ne pašeš v naš normalni svet, Ja, Tako da dejansko tudi take stvari sicer nas presenetijo, ampak velikokrat rečem tudi to, da ljudje, ki jim je mogoče življenje prineslo to takšen izziv, da so pa to res ljudje, ki se jim lahko pokloniš. Sigurno. To pa, mislim, kakva vztrajnost, kaj, da oni premaguje. To, mislim, tudi, naprimer, Igora imamo tu Plohla, ki v bistvu obvešča preko otroških knjigic otroke, to je nekaj neverjetno. Mislim, njegova nesreča je dejansko postala poslanstvo, ki bogati Slovenijo in širše, ker že izdaja knjige v tujem jeziku. In tudi vidimo dostakrat na terenu, da otroci so in jih zanima, imajo ta interes, da bi spoznali, in to mi je neobičajno, to mi je nekaj novega, pa starši so tisti, ki joj, ne. Pojdi nazaj, ne sprašuj, mali bi pa vprašal, ampak nič je narobe v tem. Fajn je, da se mu razloži, fajn, da se mu pojasni, zakaj je nekaj tako, kot je. Sigurno. In to plemenito delo se mi zdi, da zelo dobro tudi dela Igor. Ja, njegove zgodbe so čudovite. Čudovite, jih spremljam tudi iz Nove Zelandije. Vedno si želela tudi eno predstave, tudi to je moje poslanstvo v naslednjem 10 tednih, bom eno vzela tudi v Novo Zelandijo in poskušala potem predstaviti otrokom. Ja, ker naprimer mi smo zdaj čisto taka lokalna, zgradili smo te kolesarske povezave, in če je kdo najboljši ambasador, je to Igor. Njega vidimo, on s tisto svojo zastavo, biciklomato, on je vse prekolesaril, pa ne samo on, če gre Slovenijo, Nizozemsko, mislim, ni da ni. No, to je tisto, kar je inspirativno tudi za vse, da vidijo, da se da je možno, da ni doben bav in da je pomembno. Je pač tisti, bi rekla, na nek način boj, dejansko ni, ampak ko pa ti premagaš tisto goro, je pa občutek neverjeten. In mogoče ravno to, da dejansko tista lepota življenja je v malih stvarih. Točno, popolnoma. Ne pa v novi uri, novem avtu, novih čevljih, popolnem videzu, ampak to, da si pa ti notranje bogat, mislim, s takimi stvarmi, ki jih premaguješ, je pa je največji. Siješ. Ja, točno to, točno. Mogoče malo zdaj smo opredelili se okoli teh posebnih potreb. Mi je pa zanimiv bil ta podatek, da dejansko na Novi Zelandiji je zelo veliko priseljencev. Če so številke prave, 71% naj bi bilo kot tujcev, 17% med temi naj bi bilo potem Maorov. Yeah. Ampak
tako močna prisotnost te maorske kulture pa ostaja in je zelo, zelo pomembna in jo zelo dobro tudi ohranjajo. Ja. To mi je zanimivo, ker mi govorimo, da mogoče ta naš jezik Slovenija in nekako bolj ko ne izumira. Imam pa občutek, da pri vas se pa krepi, ne? To je Ja, zelo maorščina, vpeto. when we talk about te reo, it's an important part of our everyday life, right? We can find signs in te reo and English and every day. So the Maori people are very supported. What would you say? What can you say about it? Yeah. Even to the extent that a lot of government departments are changing their name from the English name to the Maori name now. So you don't hear about the Department of Transport. You hear about Waka Kotahi, which is the Maori name for it. But Maori has always been an official language of New Zealand, one of the 3 official languages. So 3, you have 3. Yeah, English, Maori, te reo, yeah, and sign language. Sign language, znakovni jezik. Aha, okej. Yeah. Ja, in res je, tudi mi, ko v šoli govorimo, v institucijah govorimo v maorščini. In meni kot takrat čisto novi priseljenki na Novo Zelandijo, ki izrazov nisem poznala, kot je stavek in potem ena beseda v maorščini, pa potem vse naprej, sem bila malo zgubljena na začetku. No? Ampak zelo hitro posvojila maorščino, tako da danes včasih se res hecamo o tem, da jaz Slovenka z druge strani sveta v novozelandski kulturi z maorščino in verjetno, če tako posplošno pogledamo na šoli tudi kljub vsem ostalim učiteljem, ki so večinoma iz Nove Zelandije, jaz uporabljam maorščino največ in mi je zelo, zelo ljuba, tako da se velikokrat kdo obrne na mene, Aleksandra, kako pa to izgovoriš, kako pa to, ker je maorščina zelo v nekaterih delih podobna slovenščini, torej izgovorjava samoglasnikov je skoraj da enaka, torej če je pri nas a, e, i, o, u, je pri njih a, e, i, o, u, tako da mi je lažje branje, kar pa Angleži nimajo, ker je ta A, je takoj ej, in zato so Maori in vse možno, kar ni pravilna izgovorjava. In tudi kraji na Novi Zelandiji imajo vsa dvojna imena in nekatera samo maorska. Tako recimo eno jezero na Severnem otoku, imenovano Taupo, je v maorščini. Danes ga slišimo veliko Taupo. Po angleščino je če to beseda. Tako da maorščina res del vsak dana, včasih, ko pridem v Slovenijo, ker pač uporabljam tako zelo veliko maorščine v šoli, pridem domov in začnem maorsko, pa me že ta pa mama pogleda, kaj pa je bilo to? To pa ni bilo angleško. Tako da, ja, je zanimivo. Čudovit jezik, za čudovito kulturo, pomenom. Ko sem ravno raziskovala o njih, pri njih je res, bi rekla, pravlično, ampak oni res mislijo na skupnost, niso individumi, res dajo vrednote, pomembnost življenja. Mislim, to pri njih je bogato tako. Zelo, zelo. In je, kar je meni všeč, je, da tudi beseda nima prevoda, oziroma ena od naših šolskih vrednot je aroha, kar bi mi prevedli kot ljubezen, pa ni samo ljubezen, je prijateljstvo, je skupnost, je vse to, samo ena beseda pač zajame, vse to ni striktno samo ena stvar, no? In je ta pomen tako zelo širok, kar je vedno fascinantno videti skozi jezik. V bistvu skozi jezik točno povejo, kako oni tudi funkcionirajo. Tudi ko si enkrat mi rekla, ko pišeš na primer obvestilo staršem, naslavljajo ne kot starša. Ne kot starša, ampak kot fanu, kar je družina, širša družina, starši, vse to je skrito v tem izrazu fanu. So, Andrew, you are born in New Zealand? No, actually in South Africa. Yeah. But you moved to... Yes. When I was 6 months old, we moved to New Zealand.
And how come your mom or father was? Dad got offered a job in New Zealand, and I think it was they wanted to go to New Zealand for a year or two to see how it was. Yeah. But they're still there. Ja, Andrew je bil rojen v Južni Afriki, starši so iz Južne Afrike, tudi celotna družina. In potem je oče dobil službo v Novi Zelandiji in potem so se preselili. Andrew je bil star 6 mesecev in njegov brat je potem tudi rojen v Novi Zelandiji in v letu 2004 sta se pridružila še babica in dedek, tik pred dedkovimi 80 leti. Sta se potem še tudi ona dva preselila na Novo Zelandijo. Kako zanimivo, ne? Mi bi rekli, da bi ostali doma na stara leta. Ja, velik premik pri 80-ih. Grandma and grandpa moved just before grandpa turned 80. Yes. Ja. Mogoče pri teh, ko si mi tudi razlagala, da pri Maorih mi je zanimivo, mi smo direktni. Čeprav tudi jaz moram priznati, imam rada, da mi ljudje natočimo si čistega vina, mi tudi pregovor. Pri njih je pa to malo drugače, ne? Ja, Maorici so kar direktni, moram reči, Novozelandci pa niso. Novozelandci so, Maorici znajo zelo direktno povedati, kaj hočejo in kaj ono in tretje, tako da smo si zelo na hitro na čistem vinu. Novozelandci pa bodo zelo zavili vse v velik celofan in včasih si čisto zmeden, ker res ne veš, kaj zdaj oni ti hoče povedati. In ravno zadnjič smo imeli en sestanek in mi reče Delavka, si ugotovila, ne, da sem hotela povedati to in to. Pa sem rekla, ne, nisem. Popolnoma mi je, ne, nisem. Torej, misliš, da tista druga oseba tudi ni? Ne, mislim, da tudi ni. Tako da vse je zelo zavito in včasih rečem, da povej ime, ne. In znajo biti tudi malo užaljeni, če rečeš, okay, kaj točno, samo povej mi, brez slabe vesti ali kakorkoli, samo tako da ja, zato je super, da imamo vse možne narodnosti tudi na naši šoli. Imamo eno iz Nizozemske in midve sva si zelo na ti, ker je to potem tako po evropsko. In vsi mislijo, malo je tako nesramna ali pa preveč direktno povejo. Ne, meni je super. Imate tudi, mislim, tako med ožjim krogom tudi prav, če lahko rečem, original Maore, mislim, imaš prijatelje, da lahko imaš res ta... Ne, pa tako direktno ne. We don't have any like very close Maori friends, right? No, not so much. Yeah, not so much. Yeah, not yet. Not yet. Ja, Bil mi je tudi ta zanimiv, ker sem bolj hotela vprašati, se vi tudi tako pozdravljate, oni naj bi se pozdravili z nosom in stikom. Ja, to je po moje bolj uradno, da delajo takole, ne vem točno, če je tako, ko se združita dve družini, sicer pa je kar Kiora je taki izraz, ki ga uporabljamo vsi, no, kot zdravo. Oni imajo tudi en zanimivi bojni ples, haka. Haka. Ga videla kdaj? Naj bi bilo mi všeč, ker pač preko plesa pač sporočajo, vse ima pri njih neko sporočilno vrednost, moč in enotnost. Res je. To je taki bojni ples haka, ki ga športniki vedno pred začetkom neke tekme izvedejo. Eni taki znanih haka performanceov so All Blacks, kar je poimenovana novozelandska rugby tim. To je pri njih zelo močno. Zelo, ja. In to je tudi se vedno, All Blacks always perform haka before they start with the match, right? And all the others as well. Like, it was a match between New Zealand and Slovenia, basketball. Wow, and we were watching that one, and there were Luka Doncic and all of those, and watching them, and like reacting to that. Oh, what are they doing actually? But even the basketball players did it. Tudi košarkaši in tudi ostali
pokažejo to hako in tudi zdaj teden nazaj, I think a week ago, it was something around the Guinness World Record. Tako da so Novozelandci zapostavili Guinnessov rekord v izvajanju hake. Tako da bo zdaj tudi to vpisano v Guinnessov rekord. Ja, in predvsem nam, ko vidiš to v živo, mi dva so bila tudi na eni tekmi, All Blacksov, in ko res to vidiš, je ta moč in ta volja in res ta bojevnost, ki naj bi prestrašila nasprotnika, je res en taki poseben doživljaj. No? Ampak to lahko samo moški plešejo? Ne, vsi plešejo. Vsi plešejo. Tudi v šoli imajo prav. Did you ever try to dance haka? We used to do the haka at school. At school, okay. The haka is different groups will have their own haka. So we had a school haka. And all the students at the school had to learn the haka and practice it and sometimes perform it. Yeah. So that was the only time I've done a haka. Okay. Ja, torej Andrew pravi, da je tudi v šoli sam bil del te hake. So pa različne. Res je, šole imajo svojo oziroma jo naredijo in potem športniki in vse to. Potem se tudi to spreminja. Ampak spet kako lepo vključujejo svojo to kulturo v šole, ne? Z tega se mi zdi, te narodne zavesti pri nas primanjkuje, ne? Mislim, učenja v Sloveniji o pomembnosti. Ja, mi imamo to nekako skrito v to državljansko vzgojo in etiko, kjer se pa malo teh kulturnih stvari izrazi. Tudi imajo svoje, če je to zdaj haka kot ples, imajo Maorci svojo pesmi, ki jih imenujejo wajata, tako da se otroci potem v šolah učijo tudi teh wajat in potem skupaj zapojejo in bilo je nama veselje gledati letos na Lentu, na folk artu, so pravno prišli Maorci in v Mariboru plesali v tem različne novozelandske plese, kjer gre veliko skozi hako in peli pesmi, tako da je bilo res zanimivo videti to v sredi Maribora. When we were saying the Maori in the center of Maribor, yes, the videos, it was really interesting. Yes, yeah. Najdla sta se zanimivo, ne? Kot otrok, mislim, kot mlajša punčka, no? Punčka si želela biti stevardesa, a najdla ljubezen v zraku. I always wanted to be a flight attendant, yes. As I was telling you, but I was always too short. So that was a bit of an obstacle, but yeah, then I found you as a pilot, so yeah, flying in different kind of direction. Where did you meet? We met after my year in New Zealand when I was trying to find a flat in New Zealand, and Andrew had, because in New Zealand, v slovenščini, na Novi Zelandiji je sistem tega bivanja malce drugačen, ker je tako zelo potresno področje, recimo stanovanj ali česa podobnega ni, tako da se poslužujejo, ker so samo hiše. Hiše si je zelo, zelo, zelo težko privoščiti, tako da se združijo potem mladi, recimo vsaka ima svojo sobo, pa potem skupaj živijo in si delijo kuhinjo. In jaz sem tako iskala sobo in Andrew je oglaševal in tako smo se nekako potem spoznali. Sicer nisem se preselila k njemu, ampak tako smo potem nekako začela to najino zvezo in 3.5 years later, here we are. Second time in Slovenia. Yes. But now you are living together or? Not yet. Not yet. Not yet. Yeah. Yes. Kako pa je naprimer z družinami? Oni se tu, mislim, je normalno, da, ne vem, družina ima svojo hišo in potem koga vzeme? Ja. Je čisto normalno, ker tudi s tem si nekako pokrijejo en del kredita. To je pri nas nedojemljivo. Nedojemljivo, ja, ampak... Imamo velike hiše, ampak v veliki večini so zdaj bolj kot ne prazne. Ja, res je, ampak tukaj ni nobenih predsodkov, tudi mladi z veseljem gredo tja in potem se pač plača ta najemnina in to pripomore k kreditu in vsem podobnem, ker so cene hiš res po oblakih. In torej... Normalna družina, no, in če bi vidva razmišljala po slovensko, no, bi morala zdaj imeti, če rečemo mi najprej štalca, pol pa kravica, mogla bi kupiti hišo, avto in potem razmišljati o družini.
to Ne, ta stil doesn't exist. Obstaja, sigurno pač je ta sistem, ampak si čisto gre zelo spontano, kako se to razvija. Recimo mi dva zdaj še mogoče malo več potujeva in potem bova si ustvarjala tudi družino in vse podobno, ampak tako počasi in nekako we say at the right time, right? Things gonna happen, so ne obremenjujeva se z nekim tipa imajo, they have family already or they're living together or this and that. We're just trying to enjoy and travel and we're enjoying each other's company and we love each other, so that's all we need. And the rest will follow. Naprimer, tisti, ko te lahko spremljamo preko Facebooka in Instagrama, to je zelo očitno, no? Tako se mi zdi, da res živiš tako, da zajemaš življenje s polno žlico oba, no? Tudi ta potovanja, to je kar tako, bi rekel, sanjsko. Kako si lahko to privoščita? Bi rekla bolj privoščita v tem smislu, ampak to je njihov način razmišljanja, ne? Da lahko imate vikende za sebe, ne? Ja, tega se ravno poskušava, ker teden je naporen, služba je naporna. Even for Andrew, he's a pilot. He's flying around a lot, so when we're trying to have some hobbies and do the things that we like over the weekend as well, that get this relaxing kind of a thing, and then we are ready for a new week. Tako da sva pač tiste vikende loviva, da se res prostiva, greva kam, zelo rada hodiva na kakšne pohode ali pa z kolesom. We like to bike as well, right? Just to the beach and go for ice cream or something. Rada se peljava na plažo, samo na sladoled ali kaj podobnega. Ali pa nasplošno je pa ta miselnost tega ne morem, ker morem vse to. Poskušava se nekako sploh jaz od tega otepati, koliko se le da. Andrew je z to njegovo mirnostjo in tem novozelandskim življenjem, ki ga pač on pozna, me veliko krat uči how to just calm down and relax, Alexandra, you'll do it, right? Tako da pač izkoristiva čas, koliko se le da, tudi za potovanja, šolske počitnice, da kam greva, da obiščeva njegovo družino na Severnem otoku. In pač se prepustiva nekako življenju, no, nikoli ne veš, kje te preseneti. Trudiva se zdaj sploh po covidu, mogoče enkrat na leto priti v Slovenijo, jaz imam tokrat že drugič možnost, da sem letos tukaj. In zaradi sodelovanja, ker sama sem tudi učiteljica slovenskega jezika za Avstralce in Novozelandce, tako da nekako drugo leto verjetno se spet vračam iz tega vidika, pa potem tudi nekega sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo in Zavodom za šolstvo. Zdaj nekaj pred nedavnim si objavila, da si tisti korak zelo pomemben, bilo mi je zanimivo, mislim, da smo se srečali pred letom popol, si rekla, moja srčna želja je... res je. Zdaj se ti je srčna želja uresničila. Res, vedno sem si želela nekako povezati Novo Zelandijo in Slovenijo, predvsem iz vidika, ker se mi zdi, da se lahko zelo dosti naučimo drug od drugih. In res, zdaj me čaka eno čudovito sodelovanje z Zavodom za šolstvo Slovenije. Javljala se bom kar očitno zelo pogosto preko videoklicev iz Nove Zelandije z različnimi skupinami, strokovnimi skupinami, ravnatelji in učitelji za otroke s posebnimi potrebami. Tako da bomo pripravili kar nekaj zadev, tudi napisala bom 2 znanstvena članka. In drugo leto prišla nazaj, verjetno nekje v tem času, zdaj se še dogovarjamo, kdaj, in izvedla potem tudi 2-dnevno konferenco za učitelje. Prejle si omenila tudi, da zelo rada potujeta, na nek način spet uresničujeta tiste želje, ki jih oba dva imata. Tahiti? Tahiti was lovely. Let's talk about Tahiti. Tahiti. Well, for me, like coming from Slovenia and seeing all these exotic countries was just a dream, it's just like on the TV. And then we were deciding where to go. We want to go somewhere. And then it was Tahiti. And when I arrived there, for Andrew's family traveled quite a bit with dad's conferences and everything. So you have seen quite a bit of like Fiji and all those places.
And you've been to Tahiti once before, right? When you were a young boy? briefly. Yeah. So for me, it was just outstanding. Wow. And Andrew sometimes says, "Oh my gosh, with you, it's just like you are up here, up down as well." But sometimes just like wow, because I just stare and I'm just saying wow all the time. Ja, tako da ta zgodba Tahitija, pa ta možnost obiska Tahitija, tam od nas je 5 ur leta, we flew there for 5 hours, I think. About 5 5 hours. 5 hours, Quite yeah. close, yeah. In potem videti to vse od blizu, pa tam potem smo šla na Morejo in še en čudovit otok. Plavala sva z kiti. Yeah, we swam with the Wales. whales, which was an incredible experience, ker tako kita vidiš tam na 1,5 metra. To je bilo res noro doživetje. Še ena mojih takih želj je bila vedno nekako videti v živo koalo. So koala story was one of one childhood wishes. Yes, that was completely childhood dream come true. Yes, and Andrew was so supportive with this because Andrew's brother lives in Australia, so we visit them in Easter time this year. So šla za veliko noč smo preživeli v Avstraliji z njegovim bratom in brat živi v okolici Brisbane, kjer so tudi koale in moja srčna želja je bila videti koalo in držati koalo in vsi so vedeli, da grem jaz gledati koale. In ja, na koncu mi je uspelo, nam je uspelo videti koalo, držati koalo in zdaj se now we are joking about it, we have a family photo. Picture. With koala. For now. Nisi omenila praznovanje velike noči, približuje se Božič, ki pa je res poseben tudi pri vas. Ja, res je poseben. Christmas and shorts, Mi si želimo sneg za Božič, ga je vedno manj, pri vas je čist kontra. Yeah, it's different. We always wish for the snow over the Christmas, but in New Zealand it's something completely different. We just wish a nice sunny day, right? Yeah. Is to go to the beach. Ja, tako da pri nas gleda Božič v kratkih rokavih, kratkih hlačah, okrašujemo smrečico, brez kakih posebnih nekih običajev, ki so tu zraven, ampak ja, božična večerja ali ja, božično kosilo, potem pa gremo vsi na plažo. Eni tudi grillajo nekako na plaži, ne? Yeah. We can have like a barbecues on the beach as well. On the beach, okay. Yeah, that's very common. What else do we do? Just nice walks at the Walking, beach. swimming. And it's Christmas. Yeah. For me, it doesn't feel like it's Christmas though. For you, it's all you know. Yes, yeah, but we know that Christmas should also be in the snow and in the winter. Yes. Because you have a summer Christmas in New Zealand, but you turn on the TV and all the movies are about Santa making his way through the snow and shoveling the snow out of the driveway, and everyone's huddled around by the fire wearing way too many clothes, and we're sitting there in shorts and a t-shirt and the sun hasn't gone down yet. Yes. Oh, man. Ja, točno to je res. Po televiziji so vsi filmi o snegu in božičku in o snežakih, mi pa tam v kratkih rokavih. Tako da jaz priznam, ko je čas božiča, nimam tega božičnega tega občutka, kot ga imam tu v Sloveniji, recimo. Ampak Andrew še belega božiča ni doživel, oziroma še zimskega božiča ni doživel, tako da maybe next year. Na to-do list? Maybe next Maybe to put it on the list, right? Yeah. Yes. V bistvu, ko si bila v tujini, bom tako rekla, si izpeljala tudi nekaj projektov, mislim tako, vedno zelo aktivna si, to se vidi, da delaš marsikaj. Zanimivo je pa ta, ne vem, če glih lahko rečem projekt, ampak od tvoje prijateljice Nike, ki se je žal zelo prezgodaj poslovila. Takrat, ko je potem umrla, ste pripravili dogodek v njen spomin, deklica mojega spomina,
po njeni pesmi, ampak zadevo kljub temu, da si se odselila v Sloveniji, nekako še živi, vedno se spominjaš preko Facebook strani. Ja, Nika je vedno del mene, ne glede na to, kje sem, in tudi sama mi je nekoč rekla, jaz sem takrat bila na izmenjavi na Tenerifih in to najino prijateljstvo je tako lepo zajela v stavku, kjerkoli že boš, vedno boš tukaj. In to je tisto, kar peljem naprej. Ta vez med nama se nikoli ne bo prekinila, ne glede na to, kje je. Vedno bo tukaj. Tako da ja, poskušam, ona ima čudovito poezijo, za katero si želim, da bi tudi jaz našla še več časa, da bi lahko potem to bolj pokazala svetu, in tako v nekih kratkih postih na Facebooku in na Instagramu potem poskušam predvsem o pomembnih dogodkih, kot je bil zdaj njen rojstni dan, hkrati ovekovečiti to njeno prisotnost, ki vedno bo. Mislim, da tudi v teh pesmih se marsikdo lahko najdeš res tisto pomembno sporočilo življenja, Res je. ki te verjetno tudi tebe po tej poti Sigurno. vedno znova spremlja. Ampak ja, bi rekla, glih zaradi tega, po tolikih letih ti se vedno še spominjaš. Seveda. Prisotnost je vedno še z vama povezana. Ok, mislim, da smo zdaj že kar zelo veliko vsega povedali, opredelili vse, ampak ena stvar, ki mi je pri tebi zelo zanimiva, pa spet bo mogoče to tvojo mentorico, prijateljico, bi rekla skoraj kot sorodno dušo, najlepše te opiše, in je napisala: navdihujoče je spremljati tvojo pot, hvala, ker si in siješ. To je res, vsake, ko je poleg tebe, res ta občutek je točno to, kot je dr. HB povedala. Ampak mene zanima, kako bi lahko na primer našim poslušalcem, gledalcem mogoče pojasnila, kaj je recept za to tvoje sijanje? What would be the recipe for my shyness and warming feelings and all that? So it's a very tricky, quite hard question. I don't know, ne vem. Zelo težko odgovorim na to. Jaz mislim, da se, ko se enkrat, koliko se le da, prepustiš življenju, da te preseneti, po drugi strani pa se vedno zavedam, da vsak nek nov izziv bo prinesel potem nek blagoslov, če rečemo temu, tako neko hvaležnost, gratitude na koncu. Tako da ko se obračam nazaj, daleč od tega, da je ta zgodba, moja novozelandska zgodba, sem presežek med in mleka, daleč od tega, je veliko izzivov, s katerimi se soočaš, tudi zavedanje, da si na drugi strani sveta, starša sta v Sloveniji, ne glede na to, kaj se zgodi, ne morem biti tam čez 1 uro ali kaj podobnega, in ta občutek tudi prihodnosti, kar se glede tega tiče, je zelo obremenjujoč. Potem se ti soočaš z nekimi zdravstvenimi težavami, si nov v okolju, vsi tvoji prijatelji so tukaj, ta širiti tudi pri naših letih, ta socialni krog je tudi izziv, veliko stvari gre narobe, veliko stvari ne razumeš, res je velik izziv. Ampak, ko pogledam nazaj, in teh zadnjih 5 let, ki so minila tako, se poskušam obrniti na tisto, kar mi je dalo tudi to izkušnjo življenja. Pojdi, preizkusi, ni potrebno z glavo skozi zid, če ne bo šlo, pridi nazaj, ono in tretje. Tudi jaz sem na Novo Zelandijo šla za leto dni, zdaj bo minilo potem 5 let, ampak takšne male zgodbe življenja, ki se potem nabirajo, pa ko vidiš širšo sliko. Jaz mislim, da če bi ljudje videli širšo sliko svojega življenja ali pa nekega okolja ali kakorkoli, če daš te predalčke skupaj, vidiš, da si lahko blazno hvaležen za stvari, ki jih imaš. In potem se ti bodo stvari tudi počasi nekako odvile v smer, da se razreši tudi, ko ni najlažje. In potem dobiš ta mal trenutek, ko rečeš, danes je super. Danes je super dan in jutri bo še boljši.
Ok, super. Mislim, da tvoja zgodba nasplošno bo marsikoga navdihnila, mislim tudi tvoje besede. Jaz mislim, da se marsikdo lahko mnogo iz tega nauči. Smo pa dobili še eno prijetno darilce, tako da hvala lepa. Iz Nove Zelandije čokolado, dobro si nastrufla, tako se nekaj, mi smo sami sladko snedi tukaj. Tako da hruškice iz Nelsona, pa potem Manuka Honey, med, ne, prav vaš, tako da hvala lepa za tole darilo. Ni za kaj. Thank you very much. Hvala tudi vam za spremljanje, za ogled. Lahko nas še naprej spremljate naše podcaste na YouTubu, na Spotifyju in pa potem na www.outer24.si. Veseli bomo tudi kakšnih predlogov, ne, za vaše, mislim, da bi koga povabili, gostili v našem studiu. Pošljite nam na urednikaf@outer24.si. Tako da naš namen je, da v bistvu širimo in predstavljamo življenjske zgodbe ljudi, ki so navdihujoče. Za tiste, ki so stopili iz okvira in pokazali, da se da. Mogoče na prvi pogled se vsem zdi, wow, se je čisto enostavno, kako ona dva lepo potujeta in se slikata z rožicami, ampak dostikrat niso samo rožice, je tudi ogromno odrekanja in preprek ovir ali kakorkoli. Ampak, kot smo rekli, ne, ko pa preplezaš, pa je čudovit razgled. Tako da mislim, da je to zelo lepo si prej ponazorila za to kamino pot, ne. Življenje so up and downs. Točno to in potem je vse. Ko pa se staviš, pa vidiš, da je dan lep. Da je dan lep. Tako da tudi v najinem imenu in our name was saying thank you. Ali kot bi rekli v maorščini na Mihinui. Hvala za povabilo, hvala za izkušnjo, hvala, da ste naj sprejeli malce drugače tudi v angleščini. Tako da res hvala. Z največjim veseljem. Vama pa tudi hvala, da ste se odzvala. In prijetno potovanje nazaj. Safe travels. Yeah, thank you. Hvala. Hvala.